Pozdravljeni! Zopet smo tu v nauku glasbi 4, kjer bomo nadaljevali s triolo. V prejšnjem videu nauku glasbi 3, kjer sem vam obrazložila oziroma naredila uvod v triolo, v prvo ritmično posebnost, ki jo bomo obravnavali od 3. Upam, da vam je bilo dovolj razločno. Če imate kakršnakoli morebitna vprašanja ali odziv nazaj, recimo, da bi si želeli več variti kakšnega ritma ali morda boljšo razlago, čeprav boljšo razlago. Jaz tu delam popolnoma ljubiteljsko iz srca za vas, ker zelo rada imam teorijo glasbe, vsaj te osnove. Meni so bile predane na zelo zanimiv in zabaven način, z veliko preprostostjo in lahkotnostjo in želim v bistvu to predati naprej. Tako da, če vam karkoli od moje razlage ni povsem jasno, vam predlagam, pojdite, raziščite ali pa mene vprašajte, se bom maksimalno potrudila. Tako, veliko večino je na vas. Tako da, hvala vam za vse oglede in me veseli, če vam pridejo te videoposnetki prav. Evo, mi bomo kar nadaljevali s triolo. In sicer triola je ritmična posebnost, ki razdeli dobo na 3 enakovredne dele. To smo zadnjič zapisali. Da jaz moj marker pripravim, oziroma tako rečejo fluki. Tako, zdaj pa, kako se pravzaprav zapiše triola? Zdaj, triola, ok, znamo zapisati z besedo. Vemo, da imamo 3, triola. Kako pa se to pravzaprav zapiše z notami? Zdaj, triola ima eno posebno označbo in sicer število 3, ki se ga bo označilo ali tako, eni ga označijo celo tako, eni ga bojo označili od spodaj tako. Velikokrat se v partituri, v notnem zapisu pojavi nad notami ali pod noto. Zdaj zavisi od tega, kateri inštrument igrate. Pri bobnih sem večinoma videvala takšen zapis, bom pokazala kako, ali celo kaj takšnega, če je bila kakšna duola ali pa tudi kvintola, seveda tudi to obstaja, da lahko tu napišem 2, in so to tudi ritmične posebnosti, ampak za osnovno razumevanje je triola pravzaprav ravno dovolj. In ravno dovolj. Tako, skratka, če imamo triolo narejeno iz osmink, bo ta izgledala takole. Zdaj rišem prosto, brez v kakšnem notnem črtovju. Tule bom malo zdaj zbrisala. Zdaj sem dala tako, tudi tako je označeno. Lahko je od znotraj 3, lahko je eni dajo od zgoraj 3. Skratka, gre se za 3 note, ki so nekako z označbo razložene, da so povezane. Označba nam prikaže, te 3 note so povezane, kar pomeni, da niso to enostavno samo 3 osminke, ki bi lahko bile tako ali celo vse 3 povezane. Ta je malo popila in se malo nagiba. Ampak ko vidimo tak zapis, ali da je namesto od zgoraj tu od spodaj, tako ali ne vem, tako, kakor sem prej naredila, čisto zavisi od stila zapisa, tudi ali se piše na roke, ali je to zapisano v nekem programu. Skratka, ko vidimo to, vemo, gre za triolo, ki je ritmična posebnost, ki razdeli dobo na 3 enakovredne dele. Zdaj pa, kaj to pravzaprav pomeni v samem izvajanju? Ok, naredila bom še recimo četrtinsko triolo, recimo tako, te so tudi zelo lepo. Eni naredijo takole, skratka, sem da veste, ali pa od spodaj, pa tako.
samo da vidite, ne, primer. Ne. Zdaj pa izvajanje, samo izvajanje. Bom šla na to stran table. Samo izvajanje. Zdaj, odvisno je, kakšen taktovski način si bomo vzeli. Zdaj v primeru, da imamo, bomo rekli, nek standardni 4/4 taktovski način. To zdaj izgleda takole. Še zmeraj smo pri ritmu, zato narišem notnega črtovja, ker ga ne potrebujem. Bomo pa tudi tja prišli. Tukaj imamo en takt, takole bi mogel izgledati. In v temu enem taktu moram imeti vrednost 4/4, torej koliko je česa, 4/4. In na koncu imam končaj, pa 2 taktnici. Da malo še zraven ponovimo. Skratka, 4/4. Ena triola, osminska, razdeli dobo na 3 enakovredne dele. Kaj pa je pravzaprav pri nas doba? Doba je ena, recimo pri našem primeru 4/4, doba bo pri nas 1/4, ena mera. Mera. Če imamo mi tukaj 3 osminke ali pa 6 osmink, bo ena doba 1 osminka. Torej, da mi vemo, kaj je doba, moramo vedno pogledati spodaj. Vemo, aha, doba je četrtinka. Zdaj vem, kaj lahko meni to pove. Jaz lahko zdaj naredim četrtinko. Zdaj imam eno dobo, imam že rezervirano, vzeto. Potem naredim, recimo, bomo malce še z pavzami. Naredim osminko in pavzo. Malo sem jo po strani, bom jo še enkrat, malo je težko tablo držati, pa takole. Osminko in osminsko pavzo. Zdaj jo želim dati tule eno triolo. Bom jo takole dala. In na koncu bom dala pavzo. Tako da naredim zdaj res zelo, zelo preproste takte delam. Ker vse naprej, kar je samo vaja. In izvedba težjih taktov je samo vaja, drill, 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 drill. Treba vaditi, 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 vaditi. Začne se pa vedno s preprostim, da se razume, kaj je doba, kaj je pavza, kako jo izvajamo, kako hitro. Vse ostalo zavisi od vas, koliko vadite, pomembno pa je razumevanje. Tole, razumevanje. Okay? Če mislite, da razumete in greste prehitro naprej, boste vedno imeli težave potem, ker ne boste pravilno izvajali. Zato vam vsem res toplo na srce polagam, pojdite na začetku počasi, če ste tu, da obnavljate svoje znanje ali se pa učite od začetka, pojdite počasi. Pojdite počasi. Važno, da ste sigurno dojeli. In ko mislite, da ste že dojeli, poglejte še enkrat in pojdite hitreje. Lahko date ta video na 1,25 na 1,5, pa na 2, pa naprej, pa vidite, kako hitro lahko izvajate z mano. Okay? Tudi to se da. Skratka, tukaj zdaj imamo 1, 2, 3, 4 oziroma prva, druga, tretja, četrta, ta, te, ti. To je druga, tretja in četrta. To je moja prva doba. Tole oboje, 2 osminki sestavljata 1/4, ne? Vse mora biti vrednost vse skupaj 4/4. 4/4. To je imam 1/4, osminka plus osminka. To je moja druga četrtinka. Aha, 1, 2, 3. To je to. Če tega tukaj ne bi bilo,
bi bila ena osminka preveč, seveda. Zato pa je to ritmična posebnost, ker mi pove, da moram v eno mojo dobo, v eno mero spraviti 3 note, ne samo 2. 3. Zadnja je pa pavza. Tako da gremo še enkrat z taji. Triolo se praviloma izvaja z ta, te, ti. Jaz sem jo učila na sol, la, ta. Zakaj? Ker je bilo pri bobnanju lažje, da se je hitreje lahko izgovarjalo, ker ja, saj ta, te, ti se da, ta, te, ti, 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 ta, te, ti in tako naprej. Ampak solata so si lažje učenci zapomnili, šlo se mi je samo in zgolj za razumevanje. Tako da, če vam ustreza solata, solata, ker solata, ok, lahko jo drugače razložite, ampak ko besedo poveste normalno, je to triola. Solata, ta, vsi trije so vsi trije so enako dolgi. In obstaja še veliko takšnih besed. Tako da poigrajte se. Evo, tukaj imamo prva, druga, tretja, skupaj izvajamo. In ta, te, ti. Zakaj moram do konca odigrati? Ker je to cela četrtinka. In cela četrtinka, se spomnite pri tem plosku, je od tukaj dol in nazaj. Torej, cela četrtinka bo pa, a ne? Pa. In ta, te, ti. To je bil zdaj ta takt. Če gremo za raki, ribami in rakovicami, oziroma solato tudi zraven, morska solata, imamo 3 in 4. Rak, ri, solata. Tlele bo ri in ne bo baja, ker je ba pavza. Pa zadnji rak je tudi pavza, pa solata vmes. Če pa hitreje izvajamo, tretja, četrta, ta, torej ta, te, ti. Tole ne smemo dolgo zapeti isto kot to, ker je tu pavza. Se opravičujem. Tako, to je triola. To je osnova, da razumete, kaj je triola. Zdaj pa, če vi potrebujete več primerov, več vaj, pojdite si iskati kakšne glasbene učne primere in izvajajte počasi. Pomembno je, da se pri trioli zavedate tega, v eno dobo pridejo 3 note. Morajo biti enako dolge. Torej, ali imamo ta, te, ti, ali solata. Če je zdaj moja doba tole, 1, 2, 3, 4, torej prva, druga, tretja, četrta. Zdaj bom izvajala samo triole. Ta, te, ti, 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 ta, te, ti. Solata, solata. In tako naprej. Kako so četrtinke? Ta, osminke. Ta, triole. Ta, te, ti, 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 ta, te, ti. In tako naprej. Odvisno, kako greste hitro. Torej, zdaj pa, ko smo že pri hitrosti, bomo danes naredili uvod v tempo in sicer hitrost igranja. Okay? Še vedno smo pri ritmu. Zdaj pa, kam sem jaz dala mojo? Ne vem, kam sem jo dala. Samo trenutek si moram jaz vzeti nekaj zabrisati. Nazaj. Evo, imam pobrisano tablo. Tako, in
zdaj pa bomo govorili o tempu, oziroma uvod v tempo, oziroma hitrost. Hitrost. Tempo imamo v glasbi vedno, lahko si ga prosto določimo, lahko pa je že določen. Imamo v zgodovini glasbe oziroma v času razvoja glasbe so se razvili določene hitrosti, katere so uporabljali v glasbi tolikokrat, tako pogostokrat, da enostavno, da niso vsakič rekli, to je pa zdaj ta hitrost, so rekli z eno besedo, da so enostavno si lažje zapomnili, to je ta hitrost. Recimo, ena hitrost, ki naj bi jo vsi imeli enako, pa nekako tako normalno, je hitrost našega utripa. Utrip našega srca. Torej, če je to sekunda, je to 21, 22, 21, 22, to je zdaj sekunda. In to je zdaj recimo 60, približno. In če jo želim dobiti 120, hitrost, to je zdaj 1/4, kako bo 120, bo enkrat hitreje. To je pa že kot skoraj en ples, ne. Jaz mislim, da sem šla malenkost prehitro, verjamem. Metronom imam, ne vem, nekje pospravljen. Ampak upam, da razumete, v čem je stvar. Skratka, tempo, hitrost, tempo je latinska oziroma italijanska beseda, ki se je še vedno uporablja. Kaj je tvoj tempo? Tempo ni isto kot dinamika. Dostikrat, ko sem učila ali pa sem se pogovarjala s kakšnimi, sem ugotovila, da v glavnem zamenjujejo tempo in dinamiko. Tempo in dinamika nista niti približno isti stvari. Dinamika je glasnost igranja in še posebej pri bobnarjih, če ste bobnarji, če greš glasneje, ne pomeni hitreje. Če greš tišje, ne pomeni počasneje. To je zelo, zelo pomembna informacija. Skratka, hitrost je hitrost, nima veze z glasnostjo. Torej, imamo določene tempe, hitrosti, ki jih recimo po svetu vsi uporabljajo. Recimo, eden je vivo. Vivo, potem kaj zdaj imamo? Vivo, vivace. To so vse latinski izrazi, zato bo naš C se prebral kot Č. Torej, vivo pomeni živo. Vivo, vivo, vivo pomeni živo. Živo, kakšen je nek živ tempo? To je živa hitrost, živa. Vsi smo živi, mislim, da je vsaka hitrost živa, Ampak tako, bolj živ, da se premikaš, Recimo, nekaj, tako kot sem prej, približno rečemo 120, približno, mogoče celo malo hitreje. Vivace pomeni še živahneje, To je potem že malenkost hitreje od vivo. Potem imamo recimo andante, ali pa lento, imamo počasneje, ne lento, kaj jaz vem, adagio. Mislim tako, allegro, kaj jaz vem, zdaj sem grdo napisala, allegro, lento, lento sem že, da se zdaj izgleda, presto, evo recimo, Skratka, to so vse hitrosti. In te hitrosti vidimo po, presto, gremo hitro, Lento ti že beseda pove, če pa ne znate razbrati iz italijanske besede, se pa morate enostavno naučiti. Mogoče še moderato, Moderato, to je tudi lahko tisti, ki ste dobri v angleščini, moderate, Torej,
zmerno, tako, zmerno, ne prehitro, ne prepočasi. Skratka, to so vse hitrosti, ki so že nekako določene, ne, določene. Imamo pa tudi spremembe tempa. To je še ena, recimo, spremembe tempa, ki se tudi zelo, zelo dostikrat uporablja. In sicer eno zelo smešno, ko sem napisala to na tablo, so se začeli vsi otroci smejati. Zakaj sem napisala rit? In sicer rit je kratica za ritardando, oziroma ritardando. Ritardando je pravilno. Ritardando. Kar pomeni upočasnjevanje. Tako bom dala. Upočasnjevanje. Ritardando pomeni, začnemo recimo eno pesem, pa eno skladbo, zdaj sem se spomnila. In tale, recimo, zdaj bi jo jaz želela upočasniti. Pa tako naprej. Skratka, to, če bi jo jaz želela. Ampak zdaj sem vzela eno skladbo, ki je povsem nesmiselno, da bi jo na tem mestu upočasnila. Ritardando se dostikrat uporablja, ko se skladba zaključuje, ali pa ko skladba pesem prehaja iz enega dela v drugega. In se velikokrat uporablja rit. Ta rit se dostikrat uporablja. Torej, ko je rit, ko se usedemo na rit, se rabimo malo upočasniti. Ampak to še ne pomeni, da je takrat potem tempo, naša hitrost redna. Začne se recimo in potem odvisno, v kakšen tempo, v kakšno hitrost bomo nadaljevali. To zavisi od nas, to zavisi od dirigenta, ki nas dirigira, to zavisi od skladatelja, ki je pesem napisal. Skratka, imamo recimo upočasnjevanje, imamo pa tudi ACC, je pa accelerando. Accelerando, kar pa pomeni obratno, pospeševanje, pohitrevanje, ja, pospeševanje. Imamo ritardando, upočasnimo, gremo čedalje počasneje, ker se nam v glavnem vse se začne vleči. Medtem ko pri accelerando, accelere pomeni pospešek. Accelerate v angleščini je hitreje, 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 hitreje. Čedalje hitreje. Torej začnemo recimo, da imamo en tempo in zdaj dobimo ukaz, da rabimo accelerando. In to se recimo dostikrat zgodi, recimo pesem. Čisto brez glasu se vam opravičujem, sploh ne morem več zapeti, niti intonacije ujeti. Ampak upam, da ste razumeli, upam, da ste dojeli. Potem imamo pa še recimo glede, to smo omenili, karakter. Karakter je tukaj pomemben, ne? Tempo. Tempo imamo lahko tudi glede na karakter, glede na to, kako si mi predstavljamo to hitrost. Tukaj vemo, vivo pomeni živo, ne? Imamo pa tudi izraze, upam, da ste si prepisali, lahko si naredite screenshot ali pa pauzo ali pa karkoli. Imamo pa tudi hitrosti, in s tem bom tudi danes zaključila, glede na karakter. In sicer karakter
Kakšen je tvoj karakter? A si nežen, a si prijazen, a si zloben, a si hudoben, a si resen, a si ljubezniv. Recimo, evo, ne, ko smo glih pri ljubeznivu, ne, imamo Anabile. Anabile, kar pomeni ljubeznivo. In kako pa zgleda skladba, ga igramo z hitrostjo, ki je ljubeznivo? Vsak si to lahko interpretira po svoje. Ampak recimo, da ko je nekdo zaljubljen, da si tak malo sanjav, pa tak čistek, malo tako sanjavo, ne? To bi jaz osebno, ne? Zdaj pa vsak drugače začuti to. Te imamo lahko resno, kar je serioso, pomeni resno. To je lahko zelo, kot jaz osebno si to predstavljam kot nek tango, ne? Ali pa lahko je tudi, ni nujno, da je tako odrezavo, ne? Lahko je resno zelo tako težko tudi, ne? Ali pa lahko, ko smo rekli težko, lahko imamo tudi gracioso, kar pomeni v angleščini with grace, nežno, lahkotno, graciozno, ne? To, da že sama beseda vam pove, na kakšen način naj bo ta tempo. To si lahko predstavite kot neke flavtice, zelo tako. Skratka, tempo ni samo hitrost. Tempo lahko nosi karakter, ampak ne dinamike. To je pa zelo pomembno. Če meni piše gracioso, še ne pomeni, da igram tiše ali glasneje. Če mi pa dinamika, glasnost, jakost igranja to zahteva, potem pa je se to upošteva. Okej? Jaz upam, da vam je bilo danes jasno. Naslednjič bomo nadaljevali s piko, to je druga ritmična posebnost, jo bomo obravnavali, kaj to je in primer, tako kot ste zdaj s triolo. Sami si poiščite vaje ali pa skušajte sami sestaviti nekaj, si naredite 4-4, tako pa 1-2 takta, takole, pa pišete notri note, pa poskusite izvajati. Čisto za vajo, pa povejte, kako vam je šlo. Če bi pa radi še kaj dodatnega od mene, mi pa prosim to zapišite v komentar, kar se tiče nauka o glasbi. Seveda, kot sem rekla, to počnem čisto iz svojega prostega časa, ko pridem iz službe, ko sem utrujena, ampak sploh mi to ne predstavlja problema, ker jaz to rada počnem. Skratka, upam, da ste uživali. Če imate vprašanje, pišite in se vidimo prihodnjič s piko in dinamiko. Kmalu bomo pa zaključili sklop ritma. Čau!